še toliko bolj kot poletne temperature, se ta dvig, splošni dvig temperature morja pozna po zimi. Jaz mislim, da naravi moramo na določenih mestih pustiti, da upravlja sama s sabo. Tudi naše morje nudi marsikaj dobrega. Dober dan in lepo pozdravljeni v podcastu Info 360. Moje ime je Suzana Kos. Z menoj v studiu pa danes zelo zanimiv gost, jaz upam tudi zelo zanimiv sogovornik, dr. Borut Mavrič, biolog in vodja morske biološke postaje Piran. Govorila bova o morju. Tukaj so počitnice. Pripravljamo se na to, da bomo uživali v čisti vodi. Vas bom najprej vprašala, v bistvu, ko sem vas klicala za to, da bi prišli k nam v studio, ste rekli, da odhajate na dopust. Kam greste? V kristalno čisto hrvaško vodo ali boste ostali doma? Gremo v Jadran, na Hrvaško sicer, ampak ja, isto morje, ki ne poznam, je mogoče nekoliko drugačno, ampak tudi naše morje nudi marsikaj dobrega. No, bom vas prosila, za Hrvaško velja, da ima kristalno čisto morje, a ne? Čeprav po drugi strani, nekateri sogovorniki, tudi vi, opozarjate, da sam videz, pogled na morje ne kaže tega, da bi bilo slovensko morje dosti bolj umazano, vsaj na nekaterih področjih, kot recimo na Hrvaškem, a ne? Izgled slovenskega morja je bistveno drugačen kot hrvaškega. Pač prvi pogled se vidi, a ne? Razlika v barvi vode, ampak v bistvu so to naravni pogoji, ki temu botrujejo, a ne? Vemo, da obala hrvaška je apnenčasta, beli ali pa sivo-beli kamen. Če pogledamo slovensko obalo, slovenske klife, je geološko to druga podlaga. Je to fliš, kamnina, ki je v bistvu se ob vsakem deževju spira v morje in ti delci dajejo pač normalno drugačno barvo vode. Poleg tega so tukaj tudi precejšnji ali pa številni pritoki rek, ki nosijo s sabo celinsko vodo, bogato z nutrienti, in to so pač naravni pogoji, ki so drugačni kot na Hrvaškem, ki pa ne kažejo, da je kvaliteta vode slabša za to. Se pravi, vi se kopate tudi v slovenskem morju? Jaz imam to srečo, da si v službi lahko to, da je v bistvu to del moje službe in sem tedensko prisoten v morju, in tudi če ne bi bil, tudi kot turist bi seveda hodil na. Bi pa odsvetovali recimo, da se kje ne velja kopati? Če bolj kot kje, bi svetoval kdaj. To se pravi po večjih nalivih, ko prihaja pač do povečanega vnosa meteorne vode. To so recimo, ne bom rekel rizični trenutki, ampak trenutki, ko boljše ne iti v vodo. Zato, ker spere pač dež vse in recimo lahko poveste tudi, da mogoče na kakšnih predeljih meteorna voda se združi v dežju tudi s kakšnimi odplakami kanalizacijske. Ja, znano je, da v bistvu včasih prihaja do tega mešanja meteorne pa kanalizacijske vode, ampak tudi sama meteorna voda prihaja iz ulic, iz asfalta, kjer so določeni kemikalije, ki mogoče niso ravno najboljše. Se pravi, prvo in realno opozorilo je, ne, da naj se bojimo tujerodnih strupenih rib in drugih organizmov, ampak predvsem, da ne gremo v morje po dežju. V Arsu Arso je opozoril pred dnevi na nek pojav alg na delu slovenske obale in svetuje previdnost pri kopanju. O čem sploh govorijo? Jaz sem dosti na morju, dosti v morju, pa nisem opazila, da bi kaj bilo posebnega. Moram reči, da ne vem, o čem so pisali, za kakšne alge ne bi šlo, tako da je zelo težko v tem. Pisali so o neki gošči, pri kateri je treba biti previden, mislim, da v Bohinjskem jezeru, ampak tudi ob morju ne bi bila neka alge, se pravi, ne veva, o čem so govorili. Morje je polno alg, ne. Konkretno ne vem, o čem je tukaj govora, tako da težko povem, ampak trenutno, da jaz vem, je slovensko morje primerno za kopanje in ni nobenih posebnosti. No, v tem zadnjem neurju, ki je bilo ta teden, se je tudi kar precej ohladilo. Ali to pomeni, da se proces razmnoževanja tujerodne rebrače, o katerem so recimo vaši hrvaški kolegi govorili, to so meduzaste oblike, ne vem, so sploh živali ali kako se jim reče, se je začel proces razmnoževanja. Na koncu poletja sem
jaz opazila sama, ko sem šla s supom na enem delu slovenske obale, mislim, da je bilo od Fiese proti Piranu, ni bilo morja. Bile so samo te rebrače. Ali ta ohladitev, ki smo jo bili priča zdaj, lahko prepreči ta proces razmnoževanja, ki so ga opazili vaši hrvaški kolegi na odprtem morju, da se je začel postopek razmnoževanja, ker sedaj jih ni bilo opaziti, predvsem malo jih je bilo. No? Ne poznam konkretnih navedb, vem pa, da rebrača, ki je žival, in razen po bežnem izgledu ne gre za meduze, ne gre prav za posebno obliko živali. One se razmnožujejo praktično celo leto, ko je temperatura nad 15, 16, 17 stopinj. To se pravi, mi smo mlade rebrače opazovali že aprila. Ampak jih je manj kot lani. Vsaj jaz kot kopalka ne moram reči, da jih je planktonske organizme, ki imajo omejeno sposobnost gibanja, se deloma lahko sami premikajo, ampak so zelo, to se pravi, njihovo pojavljanje ob obalah je zelo vezano na hidrodinamiko vode. Kako v bistvu potekajo tokovi, kam jih zanese veter. In one so lahko prisotne sredi zaliva Tržaškega, pa jih mi ob obali ne vidimo. Ampak njihova gostota v zalivu kot takem je pa lahko enormna. Potem lahko zapiha, ne vem, majstral in jih nanese popoldne na obalo in jih bomo imeli na kopališčih celo maso. Pa se potem spet odplahnejo. To se pravi, v bistvu ta distribucija po tem severnem Jadranu je zelo različna in je predvsem odvisna od tokov in vetrov. No, recimo na začetku poletja se mi je zdelo, da je bilo veliko v morju kompasnih meduz, pa jih zdaj tudi nisem opazila. Kam so šle? Pri meduzah je tako, recimo, če je rebrača praktično celo leto prisotna v zalivu, po zimi v manjšem številu, topleje kot je večje število, to nekako je ta njena dinamika, je pri meduzah tako, da se pojavljajo le določen del leta, Imamo recimo veliki klobuk, eno vrsto meduze, ki se pojavlja po zimi, potem pride mesečinka, ki se pojavlja v tem pomladanskem letu in tudi nekako bolj na pomladne mesece ali pa začetek poletja je vezano po recimo pojavljanje kompasnih meduz. V avgustu bo prišla druga vrsta meduze, ki jo rečemo cvetača, tako rumenka, zgleda kot neko pečeno jajce. Tako da pri meduzah je tako, da imajo v bistvu se pojavljajo zgolj v določenem delu leta, in nekako je normalno, da zdaj recimo je število kompasnih meduz manjše. Omenili ste mesečinke ali so, ker jaz že desetletja nisem naletela pri plavanju. Mesečinke so tiste meduze, povemo pač poslušalcem, gledalcem, ki te opečejo. Poznane so predvsem iz 80-ih let, ko so bile res te gostote zelo velike in so se pojavljali na vseh kopališčih. Recimo mesečinka je v zadnjih letih je prisotna v Jadranu, ampak bolj v južnem Jadranu, pa v srednjem in še to nekako bolj na zunanjih delih otokov, ne toliko v tem delu blizu celine. V Slovenskem morju smo lani opazili posamezne primerke, ampak nikakor, da bi bilo to nekaj rednega ali pa pogostega ali pa v bistvu tudi da bi veljalo kopalce na to opozarjati, ne. Se pravi, tisti, ki plavajo kravli, lahko plavajo brez skrbi, da jih ne opeče v obraz. Kot biologa vas bom vprašala, ali vas moti dejstvo, da Koprski zaliv postaja v bistvu parkirišče tovornih ladij, ki čakajo na to, da jih bodo raztovorili ali natovorili v Luki Koper. Število ladij se mi zdi, da se povečuje, ker pogosto, ko se vozim mimo Izole, vidim, da so že parkirane oziroma zasidrane pred Izolo. Zdaj, sam ne morem da se povečuje ali zmanjšuje število, pravijo, da se zmanjšuje, zato ker se povečuje tonaža oziroma velikost plovil, ki vplavljajo v Luko Koper. To se pravi, število ne bi se zmanjševalo, količina pretovora ne bi se večala zaradi pač večjih velikosti. Zdaj pač Luka Koper je dejstvo naše obale, Koprskega zaliva. Ki vpliva na morje kako? Ki definitivno ima vpliv na okolje. Pač velik del Koprskega zaliva je na račun Luke Koper izginil. Poglabljajo se plovne poti. Same ladje pri plovbi dvigajo mulj in v bistvu s tem stvari, ki so na morskem dnu, prihajajo v vodni stolpec in se širijo po morju. To so v bistvu vsi vplivi na morsko okolje, ki niso naravni. To se pravi, lahko rečemo, da so škodljivi ali pa negativno vplivajo. Nesporno dejstvo je pač, da se je človek odločil, da bo to v ta prostor umestil.
In mi smo del narave, to jaz vedno poudarjam, je pa naša odgovornost, da probamo te vplive spraviti na minimum in da v bistvu ne povečujemo naših vplivov, oziroma da si znamo postaviti meje, do kam gremo ali pa do kam smemo iti. Se pravi, da bi se moralo na nacionalni ravni, po vašem mnenju, tudi odločiti, do katere mere bo Luka Koper še povečevala pretovor oziroma pač koliko ladij, da še spustimo v zaliv. Zavedati se je potrebno, po mojem, da na enem mestu ne moramo imeti nekega velikega ladijskega prometa ali pa industrijskih obratov, hkrati zelenega turizma, spodbudnega okolja za domačine in tako naprej. Da to so pač neke dejavnosti, so si v konfliktu in treba je pač primerno umestiti, se odločiti, kaj in kako. In tudi se zavedati, kar se samega okolja tiče, da okolje nikoli ne odreagira samo na eno dejavnost, ampak v bistvu na celo kumulativo vsega skupaj. In problem, ko sodimo, je velikokrat, da sodimo vsako dejavnost posebej, ne gledamo pa tega kumulativnega vpliva ali na naravo, ali pa tudi na nas. Najtežje je vse to. Veste, zakaj vas v Luki Koper sprašujem? Tudi zaradi balastnih vod in vpliva teh vod na Slovensko morje. Kar nekaj ga je. Za balastne vode so bile v preteklosti zelo velikokrat izpostavljene kot medij ali pa vektor, s katerim se prenašajo recimo tujerodne vrste. Zdaj se kaže, da recimo obrast na samih plovilih, organizmi, ki se pritrdijo na trup ladje, ki je pod vodo, so še toliko bolj problematične kot same balastne vode, ampak tudi balastne vode kot take. Ja. In to je poznano, odkar je začel človek pluti po svetu. Veliko vrst je bilo na ta način prenešenih, pa niti ne vemo, ker se takrat v bistvu nič ni vedelo o biodiverziteti morja kot takega ali pa sploh nekih lokalnih karakteristikah, o čemer zdaj veliko več vemo. Imeli ste nek projekt, v katerega ste ugotavljali, kaj uničuje slovenska školjčišča oziroma tudi italijanski, mislim, da italijanski kolegi so sodelovali zraven in govorili ste o nekem ploščatem črvu, ki je doma na Pacifiku. A to pride z barkami? Zdaj, konkretno za to vrsto težko sodim, ker je bila v bistvu ravno pred kratkim ugotovljeno sploh za katero vrsto gre, da sodi to v bistvu, da prehaja iz pacifiškega območja. Zdaj, školjčišča so po eni strani vir tujerodnih vrst, pa tudi okolja, kjer se one zelo rade naselijo, čeprav pridejo od drugota, v bistvu imajo dve funkcije. Kako pridejo? Včasih lahko tujerodne vrste namensko nasadimo, zato ker hitreje rastejo, ali pridelek je uspešnejši, tako je recimo bil primer z japonsko ostrigo. Ker je pač hitreje rasla, so jo nadomestili namesto domorodne naše ostrige, so začeli gojiti tujerodno ostrigo. Problem je, ker ti, ko prineseš eno vrsto, jo nikoli ne očistiš vsega ostalega, kar je v bistvu prineseš mikrosvet iz enega konca sveta na drugega in s tem pridejo tudi drugi tujerodni organizmi lahko. In mogoče se je prav to zgodilo tudi s tem proskim črvom, da ko so se v bistvu iz nekih drugih geografskih provinc prenašale školjke za gojenje, je ta črv potem prišel v Sredozemsko morje, kjer se pa lahko tudi v bistvu sam širi. Tudi rebrače, tujerodne rebrače so prišle z balastnimi vodami. Kaj pa ta modra rakovica? Tudi za modro rakovico se ne ve najbolj natančno, kako je prišla. Kaj je bil, to so ta vektor vnosa, po vsej verjetnosti obraz sigurno ne, ker tam mora biti pritrjeni organizmi, lahko da so balastne vode, lahko pa tudi spet preko kakšnih marikultur ali pa različnih možnosti so. Je pa tako, tujerodne vrste lahko večkrat vstopijo v neko okolje, ampak ni nujno, da se tam udomačijo, da tam obstanejo. Tako je bila recimo modra rakovica zabeležena že pred več desetletji. Tako v Beneški laguni, kot tudi so podatki, da je bila že tudi več kot 20-25 let nazaj najdena recimo v Koperskem zalivu, v Luki Koper, ampak se ni obstala. Medtem ko očitno ta novi prihod, kot se zdaj kaže, pa je bil uspešen. Ali lahko pravzaprav priprečemo, da bi te tujerodne
živali in tudi rastline verjetno prihajale k nam, ker recimo za te tujerodne rebrače ste govorili v enem od pogovorov, da povzročajo velike težave ribičem, a ne? Potem je sicer v eni državi, pozabila sem, kje je to bilo, so domače meduze ali kdo pojedel tiste tujerodne rebrače, skratka so rešili ta ribiški problem. Ampak mene zanima, a je mogoče sploh preprečiti tudi zaradi segrevanja morja, vseh teh podnebnih sprememb in tako naprej, preprečiti prihod teh tujerodnih, lahko škodljivih živali in rastlin v slovensko morje? Če se samo vrnemo samo na tisto zgodbo rebrači, rebrača je rata recimo popularna kot neka bav vrsta, škodljiva, invazivna v Črnem morju, ker je v bistvu njeno pojavljanje ali pa njena namnožitev sovpadla z zmanjšanjem števila pelaških rib. In so avtomatično povezali. Pelaški rib, to so prav mala srdele, srdoni, to, kar je pri nas srdele, njihov ekvivalent v Črnem morju. In so to povezali. V bistvu večje število teh meduz, ki se prehranijo zooplanktonom, so plenile tudi jajca in ličinke in so to neposredno vzročno-posledično povezali. Kasneje se je to izkazalo, da ni čista zgodba, da tam je prišlo tudi do prelova zaradi človeka in da tisti upad populacije ni povzročila vsaj ne izključno rebrača. Se je pa tam sistem rešil tako, da v bistvu ta rebrača je potem dobila plenilca, ki pa ni bil spet tam domorodna vrsta, ampak to je rodna vrsta. Ene druge rebrače, ki je začela v bistvu to rebračo potem pleniti in v bistvu si jo je na ta način nadzirala. Tako da se je ta številčnost rebrače zmanjšala. Tudi pri nas recimo zdaj, ko imamo rebračo, vemo, da so določene vrste, tudi meduz, ki plenijo to rebračo, ampak očitno je še vedno dovolj uspešna, da v bistvu ohranja prisotnost oziroma tudi veliko številčnost. Kar se tiče pa, lahko mi preprečimo, seveda lahko z nekim dobrim upravljanjem. Recimo, če govorimo, prej smo govorili o obraz ladijskega trupa. Čiščenje ladijskih trupov, ki ni dobro samo z vidika narave ali pa prenašanja, ampak tudi v bistvu same učinkovitosti plovbe. V bistvu upravljanje z balastnimi vodami, kar je zapisano tudi v konvenciji o balastnih vodah, kako se te menjavajo, kdaj je treba te vode zamenjati, zato da v bistvu je ta škodni učinek čim manjši. So nekateri manjši ukrepi, ki lahko zmanjšajo, da bi preprečili čisto, verjetno ne, ker je pač ta intenziteta ladijskega prometa, drugih dejavnosti toliko velika, da to ne gre. V Sredozemskem morju je glavni vir vnosa tujerodnih vrst dejansko Sueški kanal, ki je neposredno povezal dve prej ločeni morji, Rdeče morje pa Sredozemsko morje. In velika večina vrst v bistvu udira čez ta prekop v Sredozemsko morje. Še te razne strupene ribe vsako leto poročajo mediji o različnih strupenih, nevarnih morskih živali. Verjetno se s tem ni treba ukvarjati, preden gremo na dopust. Mislim, da ne. Vsak organizem se na tak ali drugačen način bori, da obstane v tem svetu. Eni razvijajo pač take manevre, da se skrivajo, da se umikajo. Eni se naredijo strašne, pa niso strašni. Nekateri imajo lahko tudi strupne bodice ali karkoli drugega, ampak zmotno je to prepričanje, da nas bojo kar napadli pa ogrožali, ampak je v bistvu to so, če pride do teh neljubih dogodkov, so to res skrajni dogodki. Vseh nismo še zabeležili, ne v Slovenskem moru, niti v Hrvaškem, da bi se kdo poškodoval oziroma napičil na te, ali so bili te... Vedno so primeri, ampak to gre za manjše poškodbe. Napičimo se na morske ježke velikokrat. Je recimo morski zmaj, riba, ki je strupena, je nekaj primerov na leto, ampak ni to nič strašnega. To je... Morski zmaj je tujerodna ali domača? To je domača vrsta. Ker so omenila že ribiče, v bližini morske biološke postaje Piran je razstavišče Monforte, kjer je na ogled razstava o tem, kako se je včasih lovilo ciplje. Ne vem, če ste si jo ogledali,
Prepričana pa sem, da zaradi vaše mladosti tega v živo, kako se je včasih to dogajalo v Portorožu, niste videli. Ne? Jaz se spomnim, kot majhnega otroka so me starši peljali v Portorož pogledati, kako so ribiči na kopno, na plažo sredi Portoroža z mrežami vlekli v velike količine cipljev. Zdaj jih ni. Ne? Ribiči jih lovijo bolj malo, in popolnoma na drugačen način in tudi manj jih pač ulovijo. Kam so izginili te ciplji? Tukaj bi mogoče izpostavil, mi imamo 2 ribolovna rezervata, ne? Pred Sečovskim solinami in pa v Strunjanu. In ta 2 rezervata sta nastala prav na račun tega, da se je v bistvu v teh vodah, da se pozimi zadržuje, da so se zadrževale velike jate cipljev in so se izvajali v bistvu te zimski izlovi cipljev. Zdaj vemo, da na teh območjih imamo školjčišča, ki že samo po sebi omejujejo tak način izlova, kot je bil nekdaj tradicionalen. Je pa res, da tudi pravijo, da cipljev je manj, kot jih je bilo. Tako sem brala jaz, ko sem brala v tej razstavi, da ni več teh jat tako velikih, ali pa toliko veliko jat. Tako, to nekako so trendi za številne ribolovne vrste, ker je pač ribolovni napor toliko velik in veliko populacij teh lovnih rib je prelovljenih. To pa še vedno ne pomeni, da rib v Slovenskem morju ni. Jih je pa manj zagotovo. Lovnih zagotovo. Pač ogrožene so populacije tistih vrst, ki se lovijo. Te so vsekakor... Lovne pravite, to so te, ki jih pač jeste. Jaz ne jem ničesar iz morja. Tako. Teh je manj, naprimer, katerih? Srdel tudi, ne vem, tudi orad. Srdele, sardoni, orade, osliči, vse te vrste, ki so tarčne vrste, temu rečemo lovne vrste. Je pa potrebno vedeti, tudi vsaka žival ima neke svoje cikle v morju sploh. To se pravi obdobja, ko se pojavljajo v večjem številu, potem pridejo slaba leta, ko se pojavljajo v manjšem številu, tako da tle moramo zelo dobro poznati, da sodimo, kaj vpliva na neko številčnost neke vrste, ali je to dejansko samo ribolov, ali gre tudi v bistvu za neke naravne cikle. Problem je, če se ta 2 cikla sovpadeta, pa mi ne zmanjšamo recimo ribolovnega napora, kadar je te vrste manj, ampak še vedno več kot izloviti, ker želimo imeti isto količino, da vzdržimo sebe oziroma ekonomsko. In tam se pa lahko številke sešteje do te mere, da v bistvu res spravimo neko populacijo na rob obstoja. No, ker ste dejali, teh rib, ki jih jeste, je manj, je torej potem drugih vrst rib več? Ne moram trditi, da jih je več, ampak ali pa da se ohranja. V medijih se velikokrat govori, da v bistvu izginjajo ribe iz Slovenskega morja. To ne moramo trditi. Lahko trdimo za posamezne vrste, predvsem za lovne vrste. So pa določene vrste, ki se na novo pojavijo, recimo ena taka riba je skakavka, ki se v bistvu zaradi segrevanja morja širijo tudi na sever in je prišla tudi v Tržaški zaliv, te je vedno več. So določene druge vrste, ki se bolj množično pojavljajo, zaradi spremenjenih naravnih pogojev. Tako da, v bistvu je treba vedno pogledati dovolj kompleksno. Pred dnevi sem bila v Chioggi, to je mesto blizu Benetk, za katerega velja, to me je presenetilo, da imajo drugo največjo ribiško floto v Italiji. Govorili smo z gospodom Ribičem in je govoril o tem, da je morje osiromašeno in da imajo oni že prepoved, v bistvu, da lahko lovijo samo 3-krat na teden, da včasih so vsak dan lahko lovili in še to, da lovijo v mednarodnih vodah. Da v bistvu tudi na italijanski strani, da je bolj malo morja. Se pravi, da bi morali tudi tega se zavedati, da bi morali začeti omejevati ribolov. Tako kot smo se že prej pri Luki Koper oziroma teh dejavnostih človeških v Koprskem zalivu ali pa tudi drugje, treba se je zavedati, da pač viri so usahljivi, so omejeni. In moramo tudi mi v bistvu naše potrebe omejiti, da ne delamo pretirane škode. Ne samo naravi, ampak jaz mislim v precejšnji meri nam in življenju, kot ga poznamo. Ker narava, vemo, čez zgodovino je šla čez številne katastrofe in je vedno preživela. V sicer drugačni obliki, kot je, ampak je. In večina naših naporov, ko govorimo o ohranjanju narave, je, da ohranjamo sistem, ki je vzdržen tudi za nas življenje, kot ga mi zdaj poznamo.
A gojišča, školjk, ribogojnice so dobre za morje ali ne? Spet je to ena S dejavnost, svojim ki vplivom. je nova v tem okolju, to se pravi, gre za poseg, nek tujek v tem sistemu, je pa seveda zelo odvisno od tega, kaj in na kakšen način s temi stvarmi upravljamo. A ne? Za večino dejavnosti človeških to velja. Na kakšen način neko stvar izvedemo ali pa jo umestimo v prostor. So nekatere Konkretno povedati. So nekatere recimo, marikulture, recimo, definitivno gojenje školjk praviloma ima manjši negativni vpliv kot pa gojenje rib. Zakaj to? Ker pri školjkah praviloma ne uvajamo, jih ne hranimo, ampak one sami iz okolja jemljejo hranila. Pri ribah praktično vedno dodajamo. Jih vedno hranimo seveda ne na naravni način, ampak ko pridemo, zmečemo hrano notri, del te hrane potem potone na morsko dno, se razprši po okolju, kjer povzroča potem pač druge posledice, ki izhajajo iz tega, da imajo drugi organizmi več hranil. Pri ribah je ta problem, pri vretenčarjih, ki se jih goji, kjer so gostote zelo velike, zelo velikokrat prihaja do pojavljanja bolezni, ki jih seveda tretiramo ali pa celo skušamo preprečiti z uvajanjem antibiotikov, in to je v bistvu vsekakor velik vpliv na morsko okolje. Spravi, če bi želeli biti pozitivni do morja, bi morali potem za nekaj časa zmanjšati uporabo tako pač gojenih rib in tistih, ki živijo, pač, ki jih lovijo ribiči zunaj teh školjčišč oziroma ribogojnic. Tudi tako, kot je pri kmetijstvu. Zdaj, če pogledamo slovensko morje, morska marikultura, to je več kot 90% so v bistvu dagni, pidoči, rečemo. Je monokultura. Vemo, kako je z monokulturo v kmetijstvu. Če že gremo v neka gojenje, je treba v bistvu vzpostaviti sistem in temu rečemo multitrofičnosti. To se pravi, da je več organizmov v tej kulturi gojeni, da ne gre za monokulture, ker te same po sebi prinašajo več problemov lahko. Ali imate strokovnjaki kakšno besedo pri tem, recimo, ko se daje dovoljenja za školjčišča, da bi povedali, recimo, to bi bilo dobro, to ne bi bilo dobro? To je odvisno od kje v svetu to poteka, pa če pride do tega vprašanja. Direktno, neposredno ne. Ne vem, če bi želeli javno povedati, kje na Hrvaškem je morje onesnaženo zaradi tega, ker gojijo ribe, ali ne bi povedali? Če pogledamo v srednjem Jadranu, recimo območje Dugega otoka, zagotovo. Tam so določene marikulture, ki so zelo neposredno umeščene v prostor, kjer je hidrodinamika precej majhna in se v bistvu potem tudi ne pride do tega. Morje ima to dobro lastnost, da se stvari, ki jih uvajamo, se razrečijo zaradi velike količine vode. Ampak seveda to tudi ni vse mogoče, zelo je odvisno, kje, v katerem delu morja smo, pa tudi to ima neko mejo. In če so marikulture zaprte v neka bolj zaprta območja, kar tudi recimo Piranski zaliv do neke mere je, zato tukaj nikakor ni vzdržno, da bi imeli neke velike gojišča rib. Po drugi strani tam, kjer so vode bolj odprte, kjer je hidrodinamika večja v bistvu ta razrečitveni moment, to so recimo veliko bolj primerna okolja za marikulture. Ker govoriva tudi o gojenju školjk, nedavno, mislim, da se je zgodilo že dvakrat, da so dobili te, ki gojijo školjke, vrste dagnje, klapavice. Odškodnino od države zaradi škode, ki naj bi jo povzročile jate orad. Ko sem jaz to brala in poslušala po televiziji, sem se pač ustavila, ko sem bila v morju pri ribičih, ki so lovili, in sem jih vprašala, če so opazili, da je pač v morju več orad, in so mi rekli, da ni. Zdaj, ko sem brala zapis v okviru vašega projekta, ste govorili, da izgleda, da pač školjka uničuje ta ploščati črv. Kaj je torej res? V bistvu, kdo si je izmislil, da je dobil odškodnino? Kaj mora biti? Jaz mislim, da noben si ni izmislil, ampak zagotovo
Dejstvo je, da gojenje klapavic je problematično, sploh zadnja leta. Da so določene stvari, ki zmanjšujejo samo pridelavo. Nesporno dejstvo, in to želimo in poskušamo tudi predstaviti, da tukaj ni zgolj en vzrok, ampak da gre v bistvu za mešanico oziroma za neko to, prej sem omenil, kumulativo, seštevek različnih dejavnikov v okolju. Prvi je zagotovo segrevanje morja, ne? To je nesporno dejstvo. Drugo je to, kar sva že prej omenila, da zelo hitro, kadar imaš monokulturo, se pojavijo določeni problemi, tudi mogoče se določeni paraziti bolj namnožijo, ne? V tem primeru je ta parazit lahko ta ploski črv, tudi druge bolezni recimo. Dejstvo pa tudi je, da orade jejo školjke, tudi v naravnem okolju, jejo tudi klapavice, in da lahko pride do tega, da večja jata zaide na ta školjčišča, tako kot zaide medved na mrhovišča, ne? To poznamo to zgodbo s kopnega, to se isto v morju lahko zgodi. To se pravi, če imaš ti nekje nasejeno veliko količino neke vrste, recimo v tem primeru školjk, bojo tiste vrste, ki jejo te školjke, v to polje vsekakor enkrat zašle. V kakšnem številu, kakšno škodo bojo povzročile, pa odvisno od njihovega števila, pa potem tudi splošnega stanja tiste populacije, ki tam gojimo, ne? In tukaj jaz mislim, da oziroma smo prepričani, da gre za sočasno vpliv vseh teh dejavnikov hkrati. To se pravi, ni kriva samo orada, ni kriv samo ploski črv, ampak v bistvu nekak seštevek vsega skupaj. Ker ste omenili segrevanje morja, v enem od intervjujev ste dejali, da vas je včasih, ko ste se potapljali po zimi, zeblo, da zdaj ni več temu tako. Ja, ko govorimo o segrevanju morja, vsi ponavadi pomislimo na te poletne temperature, a ne? Ko se morje res segreje, ne vem, tudi do 30 stopinj. Zelo redko kdo govori o zimskih temperaturah, a ne? Jaz mislim, da še toliko bolj kot poletne temperature se ta splošni dvig temperature morja pozna po zimi. Včasih to sem govoril recimo leta 2005 do 2010, ko sem se začel bolj intenzivno v bistvu potapljati v Slovenskem morju, so bile zimske temperature med 6-8, zelo velikokrat, a ne. Zdaj, v zadnjih zimah redko kdaj doseže 10 stopinj, pade po 10, pa skoraj nikoli, a ne. To je temperaturna razlika tudi do 4 stopinje Celzija. Ko sem se pripravljala na ta najin pogovor, sem prebrala članek, ki ga je napisala kolegica Ovajs in je zapisala, da vam je potapljaška obleka več kot uniforma, kot delovna uniforma, in da ste plavali pod vodo, še preden ste se znali obdržati na morski gladini. Kje ste se naučili plavati, glede na to, da ste Ljubljančan? Naučil sem se plavati, oziroma te izkušnje imam predvsem iz poletja, to se pravi iz poletnih počitnic na Hrvaškem. Moja ljubezen do morja se je rodila na otoku Rabo, no, tja od nekdaj zahajam, še zdaj se tja vračam. Drugače pa imam malo primorskega pedigreja, no, vseeno, tako da kljub temu, da sem Ljubljančan, ta afiniteta mogoče tudi deloma v krvi do morja. Čeprav Ljubljančan z primorskim pedigrejem nasprotujete recimo umetnim podvodnim grebenom. Zakaj? Predvsem zato, ker ne naslavljajo tistega, za kar jih prodajajo. Da bodo rešili biodiverziteto, da bomo z njimi varovali okolje. Ponavadi je tukaj vcadi neka druga logika. So primeri dobrih praks, ki govorijo drugače, ampak so zasnovani drugače kot 99 vseh ostalih projektov z morskimi grebeni. Kaj pa želijo potem z njimi doseči, kakšni interesi so zadaj? Od zadaj lahko je to turistični, da se privabi turizem, kar je čisto legitimno, ampak potem ga ne smemo prodajati kot reševalce biodiverzitete, a ne? Včasih gre tukaj za raziskovalne momente ali pa recimo za preverjanje, ko smo prej govorili o multitrofični marikulturi, a ne? Se postavljajo umetne strukture, da v bistvu se nekako zagotovi ta multitrofičnost na območjih gojišč.
Treba se je pa zavedati, da v bistvu mi postavljamo umetne strukture ves čas v morje. Vsi pomoli, vsa sidrišča, vse to so umetne strukture, ki privabljajo organizme, in razlika med umetno strukturo pa umetnim podvodnim grebenom je v bistvu v velikosti. Ne? Umetne strukture so manjše, grebeni so večji. In grebenje umetne se postavlja tudi zato, da se varuje obalo pred poplavljanjem ali pa pred burnim delovanjem morja. Ne? Tako da mi posegamo z umetnimi strukturami v morje, teh vzgibov je zelo veliko. Ne? Praviloma pa zelo redki so tisti, ki bi res zagotavljali varovanje narave. In tukaj je ta v bistvu moment, ki mu mi usporavamo. V Ankaranu imajo sedaj polemiko z Luko Koper glede podaljševanja pomola. Kaj pa menite o tem? Ankarančani nasprotujejo seveda tem idejam. Jaz sem stališča, kot sva že omenila, treba se znati omejiti. Kaj nek prostor prenese in česa ne. Ne samo kot narava, ampak tudi v bistvu kot življenjski prostor, tudi nas ljudi. In pa drugih dejavnosti, ki se v tem področju, območju izvajajo. In jaz mislim, da tudi Luka Koper, taka kot je, in je relevantna in pomembna v tem prostoru, ima tudi druge mehanizme, kako lahko optimizira ali pa razvije svoje delovanje, ne samo širjenje v prostoru. Pred kratkim sem slišal v bistvu, kako italijanske luke omejujejo pretovor ali pa skladiščenje razsutega tovora. Medtem ko recimo vzhodnojadranske luke so to dovoljevale, ker so v bistvu dobivale subvencije z italijanske strani, da se je to okolju bolj škodljivo delovanje preusmerilo na bivši jugoslovanski del in so potem z manjšimi plovili to dovajali v italijanska pristanišča, da je bil v bistvu, da so bili oni bolj zeleni, bolj zdravi, te stvari so se pa tukaj. In v Luki Koper imamo mi še zmeren terminal za razsuti tovor. Mogoče je tudi tukaj treba poiskati možnosti za nadaljnji razvoj, ne samo v bistvu s širjenjem v prostor, pa s temi recimo temu bolj invazivnimi pa poiskati pravo razmerje med donosom za delničarje in odnosom do okolja. Ne? Tako. Kaj pa menite o Soškem produ, ki so ga kar veliko nasuli na obali, recimo v Kopru, je zdaj že nekaj časa nova plaža, zaradi tega v Portorožu so letos nasuli in so imeli za nekaj težav po tem neurju ta teden in na Bernardinu tudi. Je to dobro za morsko dno, za morje? Mislim, če gledamo slovensko obalo, prod kot tak, sploh apnenčasti soški prod, ni naravno stanje. Ne? To je sprememba okolja, ki se po določenih direktivah tudi vrednoti kot v bistvu izguba morskega habitata in je v bistvu izrazito negativno. Je res, da določeni deli, recimo Jadrana, imajo naravno prisoten ta apnenčasti prod, ki ga reke nanesejo kot take. Ampak v slovenskem morju je to definitivno tujek. Ampak ne moramo reči, da je škodljiv tujek, ne? Ali je škodljiv? Ne, apropo spremeni, lahko je škodljiv. Lahko uniči nek naraven habitat, ki je drugače v dobrem stanju in ga v bistvu čisto zamenja. Če izgubimo tisti habitat, to je škodljivo. Ne? Je pa tako, če imamo mi spet, gre za ta nek prostorsko upravljanje, ne? Če imamo mi nekje neka območja, ki so namenjena, ki so urejena in upravljena z namenom kot kopališča, ne? Tam je treba tudi pač zagotoviti, da je infrastruktura ustrezna, da so vstopi v morje ustrezni. In če se to na nek pravi način naredi, kot je bilo recimo v primeru kopališča v Portorožu, se mi to ne zdi tako škodljivo kot recimo v nekih drugih primerih, ko pa je bilo to precej na divje narejeno. To govorite zdaj v Kopru, bom jaz namesto vas povedala. Ja, recimo Žusterna oziroma Semedela, tisti nanosi so veliko bolj vprašljivi kot to, kar je bilo narejeno v Portorožu. Ker pri Portorožu so v bistvu prvo pridobili informacije, kaj se tam nahaja, v kakšnem stanju je. Te informacije je presodil Zavod za varstvo narave, ki je dal določene smernice, kaj se sme v kakšnem obsegu. In poleg tega so celo
uvedli neke umilitvene ukrepe. To se pravi, to nasutje proca so omejili z bloki peščenjaka, zato da se ta prodec ne razsuva nadalje potem v morski prostor, da ga zamejijo. In tudi vzpostavili nek habitat, ki je pa že predhodno z tega področja zginil. Dejansko to območje, v bistvu večina teh naših urbanih delov obale je močno spremenjenih. Ko gre se tam pod vodo v prvem globinskem ali pa metru pa pol globine, to ni naravno morsko okolje, to je močno spremenjeno. Tam recimo tudi na območju tega kopališča so bili noter beton, železobeton, ostanki gradbenega materiala. To se pravi, ne moremo govoriti, da je bilo naravno območje in zato tudi toliko v bistvu ta vnos proca ni bil sporen. Kaj bi pa rekli tistim, ki pravijo, da je na slovenski obali še kar nekaj prostora za urejanje področji za kopanje, recimo, če rečemo, ne vem, del od Fiese do Pirana ali pa med Koprom in Izolo, bi posegali v ta prostor ali bi pustili tako, kot je? V naravnem stanju je, mislim, da manj kot petina slovenske obale. Jaz mislim, da naravi moramo na določenih mestih pustiti, da upravlja sama sabo. To so območja, ki so pomembne za organizme, ki živijo tam noter, ali imajo tam svoje domovanje, ali so tam razmnožujejo, tam najdejo hrano. Če hočemo zagotoviti, da nekako morsko okolje funkcionira, da imamo dovolj rib, da jih tudi kaj polovimo in pojemo, da ima morje samo čistilno sposobnost, to se pravi, lahko nekaj odplak pride notri, pa to morje nekako požre. Grdo rečeno, mu moramo zagotoviti tudi neke določene dele, kjer človeka ne bo prisotnega. To se pravi, tudi ne smemo cele obale ne pozidati, ne za namene bivanja, ne za namene turizma oziroma kopanja, pristanišč. Neke dele moramo pustiti. Slovenska obala je v tem primeru že v bistvu pretirano izkoriščena. No? Na začetku ste dejali, da boste rekli, kdaj se ne velja kopati, se pravi, rekla so po dežju, ker se splahne vse in še kaj doda tem meteornim vodam, ki se stekajo v morje. Ko smo vseeno vprašala, kje se pa ne bi kopali vi? Na slovenski obali. Jaz ne bi rodilo negativne publicitete, ampak recimo zagotovo ne v najbolj urbaniziranih delih ali pa v bistvu industrijskih ali pa tam, ko so recimo neki veliki izpusti. Tega ljudje ne vemo, kje so izpusti, a ne? Kje so izpusti? Pa se mi dela, meni nikakor ni območje, kamor bi se šel turistično kopati. Tudi recimo območje Jernejevega kanala, recimo so kopališča pred Marino, Portorož, tudi pač meni osebno ni. Ni zdaj, da je to nevarno za človeka, ne? To ne moramo trditi. Preverja se sanitarna kakovost vode, tudi tako nasplošno ne moramo trditi, da so to nevarna območja, ampak so pa definitivno območja, ki meni osebno pač ne odgovarjajo. Dr. Mavrič, želim vam lep dopust, čim več čistega morja, naravnega morja. Hvala lepa, da ste se odzvali na naše vabilo. Hvala še enkrat za vabilo. Bilo mi je prijetno, upam, da so tudi naši gledalci izvedeli kaj koristnega in da bomo tudi mi, mogoče tudi iz tega pogovora spremenili nek odnos do našega morja ali pa življenja v morju. No? Vam pa hvala za pozornost, če ste bili z nama. Spet smo skupaj čez teden dni.